Nas pa veseli, da v bistvu danes potrjujemo 2 od 3 velikih korakov v to jesen, s katerimi smo zakoličili pot nove socialne države. Prvi je bil, da smo določili, da bodo socialne pomoči in varstveni dodatki za najrevnejše upokojence ostali 100 evrov višji, kot so bili prej. Tako bo ostalo tudi po novem letu zaradi dogovora z vlado. Drug primer, na katerega je treba opozoriti, je današnji ZIPRS, ki po desetletjih varčevanja končno končuje varčevanje na socialnih transferjih, kot so invalidnine, štipendije, otroški dodatki, nadomestila za brezposelnost in podobno. In tretji je seveda minimalna plača. S tem lahko rečem, da z vsemi 3 koraki se postavljamo na čelo neke nove Evrope, ki je obratna tisti, ki jo vidimo v Franciji in je na pogorišču. Namreč francoski predsednik Macron, ki mu aplavdirajo gospodarske zbornice, se je lotil takšnega programa, kot bi ga pri nas radi videli gospodarstveniki in desnica, namreč nižanje davkov, rezanje javnega sektorja in srednjega in nižjega razreda. Mi gremo po obratni poti, država je končno pokazala, da ne bo več dekla kapitala in začela delati v prid najslabše plačanim, najranljivejšim in postavljati srednji razred nazaj.